Dobrodošli v rubriki Vis-a-vis, z menoj nocoj šef in podjetnik Marko Pavčnik. Dobrodošel v Vis-a-vis. Hvala za vabilo. Z veseljem, če pa koga pa tebe. Moram reči, da nisem v celotni zgodovini oddaje ta teden v Vis-a-vis gostil nobenega šefa. Štejem si v čast, da sem prvi. Če bomo zanimivi, kaj bo več pa tega? Ja, boš prišel naslednji teden spet. Bo drugi del, samo bova pa v drugem studiu. Nisem zadosti zabaven. Ne, to pa ne, bova pa kuhala. Najprej, da te vprašam tisto tipično vprašanje za začetek. V bistvu najbolj pomembno vprašanje. Kako si preživel velikonočne praznike? Popolnoma enako kot večina Slovencev, po mojem, z veliko šunke, potice, tako pa zelo malo premikanja. Se pravi, veliko šunke, veliko potice in horizontala. Ne, ker imamo tako familijo, pa se dobivamo, pa tako kar dost stojimo pri žaru, kakšne še zraven. Tako velikonočno. Ja, ne. Horizontala prije pa. Prije kasneje, ok. Pride mogoče zdaj, ko bojo prvomajski prazniki? Ne, isto. Vse se ponovi. Tempo imaš verjetno zelo naporen. Kako se en šef, ki v bistvu glavnino dneva porabi za to, kar dela, da se sprosti? A se sploh kdaj sprosti? Ta vprašanje je zdaj tako kar zapleten. Sploh ne znam odgovoriti. V bistvu, ko pridejo tako obdobja, so obdobja, ko je tako relativno normalno živimo, a potem so pa obdobja, kot so zdaj, ker je v bistvu v prvem planu vedno delo in tako pač, ker je ok sezona in se sproščamo zelo malo, ko pa se pa zelo intenzivno. Tako da na celi špori smo zelo intenzivni. Vsak ima pa kako svojo. Kaj pomeni intenzivno sproščanje? Intenzivno, ker imaš 2 ure časa nekaj narediš za sebe ali pa za... Včasih gre v dobro smer, včasih pa ne od tako v počivanje. Tako da včasih gre kakšno druženje z dobrimi frendi, včasih gre pa v tako kakšna... Tako malo hripit, kaj tazga, na motor gremo včasih. Na motor? Motor, bicikl, to, ja. Motoristi? Tudi, ja. Že tega pa nisem vedel. A res, ja, tudi. Že, veš kaj, prej sem se vozil z motorjem kot z biciklom. Wow. Ja, tako da od tazga naprej sem jaz motorist. Wow. Ampak to rabiš imeti izpita, ne? Jaz izhajam tako iz podeželja. Aha, kjer se pač... Z podeželja izhajam in pač tako je. Biciklo nismo imeli, motorje smo imeli, starejša brata imam in potem je bilo to normalno, da se voziš. Pač tako ni po travnikih in tako pač po njivah. Tako pač tak, ja. Tam veljajo drugačni cestno-prometni predpisi. Jap. Dej, če se vrnemo malo v preteklost, da boš kuhar, si vedel v 6. razredu. To nekje, ja. Kaj si pa v 5. razredu mislil, da boš? Čisto nič nisem razmišljal o tem, kvam. Tudi takrat je bila tako ideja, ko te vsi začnejo spraševati, kaj bi pa ti bil. Ne veš, tako, študiraš, ok, bo kuhal bi mogoče lahko. Pol pa je zadeva takšna, da v kjerokoli drugo smer sem šel, me je vedno nazaj prineslo, da bi to počel. Ok. Pa te je prineslo zaradi dejavnosti same ali zaradi tega, ker si bi že takrat kaj okušal? Te zanimalo okusi takrat? Takrat je bil ta poklic nepriljubljen. Ni bilo to tako, kaj zdaj, ko smo malo tako povabljeni k tebi. Takrat je bilo tako, ti si kuhar, je bilo tako malo slabšano, ne gre ti v šoli najboljš. To smo bili kategorija z najslabšano, te poklice izredno spoštujemo, obrtniške. A boš avtomehanik, a boš kuhar, a boš nekaj z elektriko, nekaj v tem stilu boš počel. Aha, se pravi bolj operativen poklic. Operativc, ja. Kaj pa te je pol vseeno vleklo k tem poklicu? Ne vem, nimam pojma. Nimam nobene družinske zadeve, babica kuhala, jaz bi rad kuhal, starši gostilno, nič od tega, samo kuhar bi bil. To je to, ne vem. Zdaj se mi je, da bi lahko bil kuhar. Niti nekog dober kuhar. V bistvu želje so bile drugačne, kjer sem zdaj. Presegel sem. Idealno priliko, da bi rekel, eno noč se mi je prikazal en duh francoskega kuharja in rekel, ti boš kuhal, to ti zdaj povem. Tvoje življenje bo kuhinja. Nič od tega. Ok, zanimivo. Kdaj si pa začel potem, bi rekel, kariero peljati na to visoko sfero šefovsko? Ker kuhari so tudi ni vsak kuhar šef. Ne, res je. Kaj pa je definicija šefa? Kreativc, samostojni, se pravi, moraš začeti kreirati jedi. Se pravi, to je neka definicija, šef kreira jedi. Se pravi, vodiš, kreiraš ta zadeva, ki narediš, nadgradiš in ustvarjaš. Ustvarjalno zelo. Ustvarjalno zelo v smislu, da si ne prepoznavc, da si sprejet z neke
Se pravi, iz strokovnega so pomočniki, so kuharji in so šefi. Se pravi, šef postaneš, ko prevzameš odgovornost, bi jaz rekel tako, ni točno jasno črtati, kaj je šef, ampak prevzameš odgovornost za vodenje kuhne in za kreiranje idej. Tako nekako bi jaz mogoče zdefiniral. Okay. To je pa čisto druga stvar. Ja, tako. Ni kar vsak, ne. Včasih čokolino jem z marmelado, pa nisem šef. Ej, če še daš kaj zraven, mogoče že bo. Je pa fino, če še dober. Skratka, ja, veš kaj, zanimivo je bilo par stvari. Jaz sem šel za kuharja, imel sem drugačne plane, da ne bom delal v tem, kar delam zdaj, fine dining in tako naprej. Tako da v bistvu, ko sem končal s šolanjem, sem v bistvu, tlekam za restauracijo, sem imel tudi prakso, pripravniško, potem sem šel delati, sem imel v bistvu na ful slabo službo. Zelo. Tako slabo, da sem šel izpit za tovornjaka narediti. Ker sem rekel, z tega ne bom počel, to je preslabo plačan in... V gostinstvu je bila ta služba? V gostinstvu je bila ta služba, delal sem v kuhinji, ampak tako je bilo. Pražen krompir, kisozela, pečenka, to vsak dan eno isto, pač nisem zdržal, ni mi bilo do tega. Potem sem rekel, gremo si izpit za tovornjaka narediti, ker to meni to nikoli. Potem je pa sreč, nikoli se nisem po tistem usedel noter, imam ga pa, tovornjaka, izpit. Skratka, potem sem pa dobil na dobro službo v eni fajni restauraciji, in to je bilo konc. Potem je bilo pa to fertik. Potem pa sem se jaz noter najdel, sem začel kuhati, so mi predali odgovornosti, zelo prehiter sem postal šef kuhne, potem pa ni več poti nazaj, potem je pa posrkal. Hooked, tako rekoč, navlečen na... Tako, navlečen na do konca. Kakšna je razlika med tako imenovanimi izobraženimi pa neizobraženimi šefi? A ni končni rezultat vedno isti? Se pravi, da naredi neko novo jed, skreira. Če vzamemo šefe in kuharje, se pravi, pri šefih je dosti podobno, sploh ni razlike. V bistvu sem zelo rad ljudi, ki niso izobraženi gostinsko, zaradi tega, ker ima tako strast in tako željo do tega, da jih pripelje iz drugih poklicov do tega in te ti bo, ne bom rekel zagotovo dobri, ampak imajo bistveno več možnosti, da uspejo, zaradi tega, ker so se pravi, imam par takih primerov, ki so hodili v gimnazijo in tako naprej in potem so šli na prakso v kuhno in zdaj so samostojni podjetniki in imajo gostilne ali pa so samo dobri šefi. Običajno so teti zelo dobri, ker se tega preučijo z blazno strastjo. Za naš poklic je zelo pomembna strast. Ok. Ampak vsaka zadeva, ki je, ko bi rekel, ki se jo da priučiti, se pravi, ne vem, od vseh obrtniških znanosti, je kuharska znanost, se pravi, kako bi rekel, šefovska znanost, ima tudi svoja pravila, ali je tu izključno lastna ustvarjalnost in kam bo šlo? Sprav so stvari, ki jih ne moreš... Osnovno znanje je tako močno, mora biti, če hočeš sploh kreirati. Zdaj, ko mladi pride v kuhno, oni bi kreirali. Ampak ti, če nimaš osnovnega znanja, ne moreš kreirati, zaradi tega, ker ti moraš znati skuhati vse. Jaz sem pač zagovornik tega, da moraš znati skuhati govejo juho, golaž in tako naprej, vse, kar spada zraven. Ti moraš znati narediti najboljši pražen krompir, solato moraš znati dobro narediti, vse to moraš obvladati. In ko ti osnovno kuhno obvladaš, ne, ti moraš v glavi imeti recept za krem brûlée, za panakoto, za vse te klasične recepte, štrukle moraš znati narediti. Potem pa lahko začneš kreirati, ko imaš dosti osnovnega znanja. In ta proces traja v bistvu precej dolgo. Okay. Sploh, če nisi na stažiranju, jaz nisem bil na stažiranju pri nekih velikih šefih, stažiranje gre to malo hitreje, pospešiš ta postopek, ker je dosti hiter, se lahko od njih naučiš in potem lahko začneš delati po svoje. Ok, se pravi, je tudi pri kuharstvu ta sindrom instant, mi bi pa vse na hitro. V tem trenutku. V tem trenutku največji. Ja. V tem trenutku sploh za temi oddajami, ki po eni strani delajo veliko reklamo za naš poklic, se pravi, da imamo vse upisane gostinske šole in da ljudi zanimiramo in da to, da je naš poklic, da sem jaz kot šef lahko tle, da sem jaz lahko kot šef ugleden državljan republike, ker nisem en tam, ki je kar neki, to pomaga. Po drugi strani pa mislijo, da to gre zelo hitro. Oni vidijo pač enega uspešnega, ki pride pred kamero, kako neki skuha in to je to. Od zadnje leta in desetletja dela in garanja in učenja, da je tukaj kot je. Ok, zanimivo. Se pravi, je tudi tukaj tisti sindrom. Mene pa zanimajo črne luknje, sam ne znam matematike. Zdaj bo se pogovarjati o čem. Ja. Kako daleč pa gre lahko šef z eksperimentiranjem pri okusih? Je sam sebi merilo ali je vedno tu publika, ki ga bo sprejela ali ne?
Zelo odvisno je od šefa, zelo odvisno je od starosti in tako naprej. Odvisno, kaj ti je pomembno. Se pravi, čez faze, v katero si ne šel in zdaj, ko mlade gledam, vmes imaš fazo, ki bi vse skupaj zmešal. Več kot eksperimentiranja, boljš ti je, vse bi sfermentiral, vse bi ono, vse bi tisto. Potem priješ pa do tega, da vidiš, da pa mogoče ni tako zelo v redu, da je komplet experience, ki pride v tvojo restauracijo ali pa ko mu ti kuhaš, da se moraš fajn počutiti, da ni preveč naenkrat. Pri mladih je zelo zločino, da je preveč. Aha. Umirjenost. Potem pa pride faza pri večini, ko se začneš umirjati, pa vidiš, da res te osnove je treba znati narediti, zelo dobro. Pa gosta je treba poslušati. Se pravi, gost mora biti zadovoljen, potem so pa še eni, ki kuhajo za kritike. Se pravi, bolj, ko je odpičen, bolj, ko je modern, bolj, ko v Skandinaviji to počnejo, bolj, ko bomo sfermentirali, bolj, ko bo kisel, bolj, ko se bo kadil, boljš je. V resnici pa pozab na onega, ki tam sedi, ki v bistvu je ta glavni naš. On nam da vse, plače in vse, karkoli je od gosta odvisen. Tako da jaz gledam tako kot kompromis moje strasti, moje želje, onega, ki sedi tam, se pravi gosta, ki v bistvu vse to, zaradi njega vse to počnemo. Tako da to je to. Pa od faze, v kateri si. Ok. Tvoj največji projekt trenutno je restauracija Paus. Tako. Zgodba, da je ta restauracija postala zgodba o uspehu, je kar dolga. Yep. Kako se je začelo? 2011? 2011 je začela samostojna pot, ampak začela se je, ja, samostojna pot 2012, ja. Se pravi, 2012 ima za ženo, v bistvu bila tako, ja, kar taka, jaz mislim, da je bila dosti tvegana zgodba, glih gospodarska kriza je bila na vrhu, v bistvu smo oba pustila službe, ker smo imela predvsej dobre službe, dobro smo zaslužili, ampak bila smo v eni fazi, ki smo rekli pač, ok, imamo neke osnovne stvari, imamo porihtane stanovanje, imamo, družina je zdaj pa pač treba nekaj narediti in smo šla na lokacijo, pri kateri še noben do zdaj ni preživel ta grad, se pravi, grad je bila tako zelo značilno, da so se na kakšne pol leta, leto menjavali najemniki. Tako pogosto? Tako pogosto, zelo veliko se jih je gor menjali. Ker je pač bil objekt zelo zahteven, pač v Laškem to početi, to, kar se mi gremo, je precej zahtevno, ampak mi dva, kot seveda zagnana mlada neuka biznisa, smo šla v to, ker če bi bila uka, ne bi šla, ne? Okay. Seveda, ampak ne, podporo par prijateljev so imeli zelo dobro, ampak večina ljudi pa ni verjeli, da nam bo uspel, zaradi tega, ker pač nobenemu do zdaj ni. Kdo sem pa jaz, da bo pa meni uspela, ne? Takrat sem pač bil šef kuhinje v hotelu v Celu, tako da skratka, to je to, začela sva, prvo leto je bilo tako brutalno težko, nikoli ga ne bi ponovil in če bi vedel, da bo tako težko, ne bi šel še enkrat v to. Ne bi? Ne bi. Okay. Zdaj mi je super, ampak prvo leto je bilo pa tako res izjemno, tako cele dneve delaš, cele dneve pomeni, da začneš nekje v 7:30, pa delaš do nekih 10, 11 polnoči, vsak dan, en dan si prost in to je to, 2 otroka imaš in tako naprej. Skratka, tako je bilo, pač nismo imeli kadra, nismo imeli niti gostov, nismo imeli nobenega veliko, ampak sreč je bilo vsega zadost, da smo prvo leto dali čez, potem so nas začeli opažati food kritiki in tako naprej in potem, ko food kritik napiše, potem zvejo, tudi v Ljubljani pride do tebe iz cele Slovenije, tako da potem se je pa začeli, smo tudi počasi ekipo sestavili. Skratka, potem pa je to se začelo kotaliti in je, ja, v redu, fajn. In je še zdaj kugla snežna, ja, ki se kotali. In se veča. Ja. Okay. Kaj je divja hrana in zakaj te tako privlači? Ti si znan potem, da uporabljaš elemente divje hrane, se pravi, to so stvari iz gozda, tako rekoč. Gost travnik, če imaš regrat, klopi. Ja, če imaš regrat, klopi, vse to spada zraven in veliko več. Se pravi, divja hrana, ne vem, mogoče za te, ker gost je mene res najljubši plac, tako eni pravimo je morje, tako naprej, mene pa pač gost, tisti prostor, ki me totalno umiri in navdihne. Skratka, potem pa vsak tudi, vse, če pogledamo, tudi je zanimivo, je fino, če imaš neko malo svojo šporo stran od ostalih, zelo lokalno, jaz sem tudi pač, ko sem potoval po svetu, na koncu priješ do negotovitve, da tisto, kar okrog tebe najboljš, kar bo nekdo prišel v Laško, ne bo v Laško prišel zaradi tega, ker mu naredim najboljša gosja jetra, ker jih dobi boljšo v Franciji, pa škampe, ker jih dobi, ne vem, na Kvarnerju, z bukovih listov, smrekovih vej, jelen, da ne bojo mislili, da smo vegetarijanci, se pravi divjačina, vse ta zelišča, kar raste na travniku, teh stvari pa delajo ljudje zelo malo. K sreči sem imel zelo dobrega učitelja, žal pokojnega Dario Corteze, ko sem začel z njegovim knjigam,
spoznavati, potem sem uspel z njim v stik priti in on me je priučil teh znanj, kaj je užitenega, kaj ni užitenega, veliko smo skupaj sodelovali in jaz sem se tle najdel in ukomponiral vsako jed, kar je možno. Ali je samo iz tega, ali je pa tako vse neka komponenta te divjosti. In jaz mislim, da zaradi tega pa je vredno prideti v Laško. Vse zaradi lososa v Laško ne boš prišel, ker brez veze, ker je v Ljubljani isto ok. Ima smisel, se pravi, to je zgodba o lokalnem. Absolutno zelo mikrolokacija. Kaj pa je, okay. Kaj pa je največja ta, bi rekel, največji divji element v jedeh? Najbolj prominenten, kaj je tisto, kar je največ? To me zanima. Zelo pogosto se jih več skupaj skombinira. Se pravi, tako v bistvu so te naši, se pravi, nijamo Slovenci signature jedi, po katerih smo najbolj prepoznavni, ne vem, v zimskem času je juha, ki prihaja z gozda, tako iz bukovih listov, smrekovih vel, lišajev, kostanja, gob s kuhom juho, potem zdaj v tem poletnem času je, ne vem, juho, v katerih je noter, ne vem, 25 do 30 različnih zelišč, iz travnika, se pravi, velika je kombinacija vsega tega, potem te nabiramo, vlagamo borove, popke, smreke, vršičke, jerebik, vse te stvari, ki jih ljudje poznajo. Mene je to najbolj zanimivo, ker ljudje vse te rastline v večini poznajo, ampak ne vejo, da so za jesti oziroma jih ne znajo pripraviti. In to je ta zabavni element, ki ljudem poveš, kaj vse je noter. Če pa se jaz to poznam, jaz to imam na vrtu, vem, to je plevel, jaz ga pa kuham iz plevela. Tako zelo, velike so pa kombinacije, ker sama živila tem posebej so zelo pogosto grenka, lahko tudi malo lesenela in potem moraš kombinirati še z ostalimi sestavinami, da dobiš neko, rad imam pa harmonijo, ne maram ekstremnosti, ne grenka, mislim tako, rad imam harmonične zadeve. Ja, lepo mora biti, tako vin mora biti lep, hrana mora biti lepa, tako. Čokolino s marmelado rata lep, tako na pogled. To, ja, mogoče manjka malo kisline, pa malo cukr gre gor. Malo še kisle smetane? Daj mi povej, kaj je zate zahtevna stranka, zahteven gost? Ne rečeš, tu se moram pa, ne vem, jaz si vedno si tako predstavljam, če grem v kakšno restauracijo, kar je relativno poredko v restauraciji z visoko kuhinjo, če se lahko tako izrazim. Imam vedno občutek, da sem tam edini, ki nima pojma. Da so tam gostje, ki znajo ceniti kombinacijo z vinom, kombinacijo s tem, hrano. Jaz vedno rečem, wow, to je pa noro, kaj sem pa likar pojedel. In tako, nikoli pa ne znam, bi rekel, klasificirati. A je zahtevna stranka, ki zna vse to klasificirati, kaj mu ti daš kot občutek? Najprej te povabim, ampak sploh ni bistvo to. Najprej te povabim v restauracijo, upam, da se vidimo v Laškem. Z veseljem. Skratka, veš, kaj si mi sam želimo? Ne bi o zahtevni, pa ne zahtevni. Mi si sam želimo, da se ljudje pri nas sprostijo in da se imajo fajn. To je naš edini namen. Se pravi, delam prav. Ti delaš prav. Če se ne obremenjuješ za hrano in z vinom, ki ga dobiš, delaš najbolj prav. S tem se ukvarjajo samo food kritiki. Oni, ki se živijo od tega. On mora secirati, a je to ok. Mišljenov inšpektor mora videti, kaj počne. Ti pa se moraš imeti pri nas samo fajn. Prid, pi in jej in uživaj, in če ti je dobro reče, je dobro je bilo. Ne rabiš ti mi opisati, kakšna je jed, ker jaz vem, kakšna je. To je to. To je to. A so te kritiki pol zagamani? Ne. Zagamani so, noben ni zagaman. Tako, v bistvu včasih je tako, ko priješ do mize, pa bi ti kdo, ti opiši jaz, ja, ta jed je pa imela to, pa kislino, pa hruslavost. Ja, vem, ste naredili. V redu je. Nič mi nisi novega povedal. Ja, a je bila dobra? Mene sem zanima, če ti je bila dobra. Ti je bila fajna, bi jo še enkrat naročil. In če je kljukco. Ja, jaz sem srečen. A pride kritik ali pa nek reviewer napovedano? Ali ne? Ne. Mislim, da prav nikoli ne prije napovedano. Se prav, prinesejo krožniki, dajte umakniti to beležko. Ja, veliko ljudi fotka, veliko ljudi si tudi kaj zapiše, tako, pa niso kritiki, ja, tako, ljudje so eni zelo secirajo, tako, eni nas ocenjujejo, to se mi zdi zelo narobe. Pejte v gostilno in se me fajn. Ja. To je naša edina želja. Instagrameri največ fotkajo. Se pojejo nič, ne, samo fotkajo. Ja, ne, to. Pač so kategorija, ki jih, pač ni mi kul, da nas ocenjuje, ker ni potrebe potem, zaradi tega, ker je gostilna, mi smo gostilna, a je to gostilna vaška, a je to gostilna tradicionalna, a je to bistro, karkoli je,
vsake moraš uživati, vsake dobiš pa nek drug experience. Eni si hiter fertik, pri nas pa pač to traja 2-3 ure, želimo podaljšati, mi želimo samo neko doživeti imeti. Mi smo najbolj srečni, kako mi pridemo do besede, da povemo, kaj smo prinesli na mizo. To nam je najlepše. Povedal si točno to, kar sem hotel slišati. Iskreno. Iskreno, ker zdaj sem se zmer počutil nerazgledanega na tem področju. Splašno jedu vse to, medtem, ko je nekdo drug rekel, tle se pa čuti ta vsota masa. Ne. V redu, sem dobro, pa ni dobro. Zdaj pa še tisto klasično vprašanje za konec, s tem treba zaključiti, ker sva že kar posegla v tole 10. uro. Zanima me, kakšni so načrti za prihodnost? Zdaj sem v enem obdobju, se pravi, v enem takem obdobju, ker se tudi sam sebe to sprašujem. Tako, nič oslavljam, ampak tako načeloma vse, kar sem v življenju hotel narediti, sem. Okay. Imam eno restauracijo fine dining, oziroma dajmo začeti na začetku. Imam družino, imam 2 gostilne, v bistvu še v Celju imam en bistro, se pravi, vodim 2 gostilne, imam v bistvu kje živeti, sem zelo zadovoljen s tem. Skratka, vse, kar sem materialnega hotel dosegti, sem dosegel. Zdaj se pa sprašujem, kam naprej tudi jaz. Po eni strani bi rad imel malo več časa za sebe, po drugi strani imam pa še dosti idej, ki bi jih lahko uresničeval. Zdaj pa pač bomo videli, kam bo šlo. Tako vedno do zdaj, pustimo čas v čas, po mojem, da bo še vedno kaj zanimivega. Jaz ti želim vso srečo pri tem, kar te še čaka in ti seveda čestitam za vse, kar ti je doseglo do zdaj. Hvala lepa. Pa se ti tudi zahvaljujem, da si bil nocojšnji gost. Hvala za vabilo, zelo sem ga bil vesel. Pa se vidimo v Laškem. Pozdravljam za besedo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.